Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razburil zapisom na družbenih omrežjih, da se nekatere poslanke Gibanja Svoboda obnašajo pocestniško. Opravičilo za opravičilo velja za oksimoron. Jaz nikoli nisem užalil nobene poslanke in jo kakorkoli etiketiral. Gospa Sluga, evo, prva poslanka ste, pa verjamem, da ste ponosni na to, kar vam izrekam opomin. Svobode se čutimo prizadete. Gospa Sluga, drugi opomin. Česa takšnega ne bi smeli privoščiti in zahtevamo Gospa Sluga, pred odvzem vam nadaljevanjem te seje, besedo. da se nam opravičite. Prekinjam Tako bi sejo bilo za prav. 5 minut, dokler se gospa Sluga ne pomiri. Gospa Sluga se ne bo nič pomirila, vi se boste pa opravičili. Državni svet A gostuje v državnem zboru. Ja, gostuje v državnem zboru je A. B, ministrica ste v tem trenutku, prijete v državni zbor, lahko se mi tukaj poslanci med sabo pregovarjamo, kakor hočete, da govorite tukaj, da smo pa zmešani, je pa pod vsem nivojem in zahtevam upravičilo, da ste to rekli. Gospa Kirbiš, nimate besede. Gospa Kirbiš, boste dobila... Prej ste to rekli. Rekli ste, da je zmešana. To ste rekli. Marsikaj se v te... Ne, zdaj bom pa jaz sejo prekinila za 5 minut in sejo bom prekinila in se prosim umirite. Če ne bomo pa danes to prekinili, pa naslednjič nadaljevali, pa še enkrat nadaljevali, pa vlekli to pol leta, če to želite. Ni nobenega problema. V vsakem primeru pa bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev. Danes je država v dobri kondiciji in jaz si samo želim, da bo tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj, še naprej v taki dobri kondiciji. Ker Golob je, Golob je prepričan, da bo naredil levo vlado, tako se več čas je govoril, bom Balko pripeljal v varen pristan in podobno. Da je bilo recimo, tako je govoril, pač me, Da ne govorim o tem, da sem gospoda Mesca ravno danes slučajno videl na fotografiji iz objekta, ki se mu reče Fotopub, kjer je marsikdo iz levice opustil dolžno ravnanje, ko gre za najbolj gnusne stvari, ki so se kadarkoli dogajale v Sloveniji, ko so mladoletnice priklenali na radiator, ko se odgovarjal na sodišču. Z veseljem, gospod Mesec, vi ne upate z mano na sodišču v zadevi Fotopub? Poglejte me v oči in mi to povejte, kaj ne bi jaz počel v Fotopubu. Gospod Mesec, jaz vas nisem prekinil, pustite mi, da povem. Glejte, v glavnem, tega so mladoletnice priklenili na radiator, ko so posiljevali, tega jaz nisem rekel. Vedeli ste pa zato in ste opustili dolžno ravnanje. Dobro, glede tega se bomo naprej pogovarjali. Z veseljem, vi pa ne upate z mano na sodišču v zvezi s to zgodbo. Ker pa predvidevam, da bodo vsa postopkovna, ki sledijo, ista, pa sedaj postopkovnih ne bom več dajal, tako da kandidat vas prosim, da zapustite dvorano, ker bomo prišli na glasovanje. Kot sem že dejal, jaz bi mogoče kandidata za ministra prosila, glede na to, da se... Gospa Lena Grgurevič, prosim, da se izključite in da se nehate v tem parlamentu obnašati kot najhujša huliganka na nogometni tekmi. Glejte, na vsakem odboru je isto, kolegica. Hodite na vsak odbor, tudi tam, kjer niste članica, provocirate, nagajate, skratka, težite vsakemu. In glejte, tega je dosti. Postopkovnih ne bom več dovolil, ker odhajamo na glasovanje, tako da glasujemo o naslednjem sklepu. In sicer kršite 55. člen predstavitev Francija Matoza, kandidata za ministra za notranje zadeve in javno upravo je bila ustrezna. Mijić državi dolguje najmanj 30 000 evrov davkov, več tisoč evrov dolgov pa naj bi imel tudi do svojih nekdanjih delavcev. Ne da mi miru, jaz bom poravnal dolg. Iz svojih osebnih prihrankov bom pomagal zagotoviti sredstva, da bojo ljudje dobili tisto, kar jim pripada, na to bom pa še poskrbel, da se ta sredstva v prihodnje vrnejo od tistega, ki nosi odgovornost. To je dnotno. To, da on še ni odstopil, je dnotno. Poslanci smo ogledalo naroda, ampak poslanci hkrati moramo biti zgled.
gospodu Stevanoviću pustite, da govori v eter popolne izmišljotine in laži. Pa se je polnoleten, ne se ve, da bo on odgovarjal za to. Ja, meni pa skačete v besedo. Ne, zaradi tega, ker vi govorite, vi ste napadal mene zdaj. Protestirate proti mojemu načinu vodenja. In jaz sem vam samo povedal, da se mi zdi absolutno, da v tej državi velja svoboda govora, da je gospod Stevanović polnoleten in da se zaveda posledic, kaj govori. To je vse, kar sem vam povedal in jaz mu zdaj ne morem preprečiti, če odpre neko temo. Zakaj? Ne vem. Kaj, ga nekaj cenzuriram? Zdaj pa izvolite repliko. Ne, sem držite razpravo v nekih okvirih. Varnost se stvarja znotraj samega človeka in če vi niste prepričani vase in vas ogroža vsak, ki pride mimo, ja, ljubi Bog. Potem je nekaj narobe z nami, ne z njimi. Pri teh lokalnih volitvah za Boga milega vas res nihče ne ogroža. Niti vaške skupnosti, niti vodovoda, niti deževnice, niti makadama. Noben od tujcev tega ne ogroža, da ne bi vi asfaltirali ceste. Tudi izraelske zastave, palestinske zastave, ukrajinske zastave, ki res nimajo česa početi na pročeljih uradnih institucij. Samo zato gre, da se enkrat nehamo ukvarjati sami sabo, da se nehamo prepirati med sabo, ampak da zagotovimo, da bomo imeli obešene zastave, na katere bi pravzaprav morali biti najbolj ponosni. Janša je častni doktorant Kosovske univerze. Albanci volijo SDS, tako kot Romi v Ambrusu. Le zakaj? Ja, ne smejte se, kolega, poglejte si volilne rezultate. Pri nas imamo asfaltirano cesto do vsake zidance. Do vsake zidance. Res. Tako da še če tam kdo se pije, se samo zvali, brez poškodb pride v dolino. Ne? Torej, to bo treba en pameten argument in predvsem bo treba operirati s podatki, ki držijo. Ne kar tako lepo čez, ker to ni vredno pametnih ljudi. Ne? Tako da se opravičujem, če sem bila malce predolga, Žan, prosti. Tale vložek zidanc je bil odličen. Se pa dal njej prespat, ne vem, zakaj bi se pijan domov vozil. Hvala, Tamara. Zdaj, imela si nek pogovor, ne, z Eleno Grgurevič, kako, ne, po izvolitvi, če sem jaz prav razumel, ne? Ona te je povabila na kavo, ali kako, ne? Ne samo, da me je povabila, ne vem, če me ni 10 ali 20 klicala. Zakaj te pa mogla tokrat klicati? Ja, vztrajna je bila, ne. Aha, ja, ti pa nisi dvigovala telefona, ko si videla Grgurevič? Mislim, zasedena sem bila, ne, pa niti se mi ni preveč mudilo, no, na ta sestanek. Ampak je bila res vztrajna, pa še nekaj sporočil je pošiljala. Vi ste tisti, ki žalite tukaj poslance, da nimajo pojma, da ne vedo nič in podobno. Napihujete se tukaj brez vsake osnove. Tretji opomin. Tako da prosim, kaki tretji opomin? O čem govorite? Hvala. Niste mi dali še prvega opomina, niste in potem sledi. Dala sem vam prvi, drugi in tretji opomin. Hvala, odzem besede. Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Listi ministrov ne morem izreči podpore, hkrati pa bom kot poslanka Bele krajine budno spremljala vaše zaveze in obljube, ki smo jih poslušali v zadnjih dneh. Iskrena hvala. Iskrena hvala. Resno govorim za eno najbolj konstruktivni kritik. Ima kdo še kakršnokoli... Ne, samo pohvalil sem gospod poslanko, presežem nič slabih namenov, nisem naprej